Lepo pozdravljeni v novicah tedna. Novomeški Revoz je največji slovenski izvoznik in edini proizvajalec avtomobilov v državi, ki zaposluje skoraj 3500 ljudi. Nove zaposlitve, dodatne naložbe in predvsem tehnološki preboj pa tovarni zagotavlja ta teden uradno zagnana serijska proizvodnja novega Clia 5. generacije. Za Revoz je Clio ključnega pomena, saj so jih v Novem mestu izdelali že blizu 2 milijona, kar je skoraj polovica od 4,4 milijona doslej proizvedenih vozil, je v nagovoru izpostavil prvi mož novomeške tovarne Kan Özkan. Pomemben dogodek so pospremili številni vidni gospodarstveniki in drugi gostje, pa tudi predsednik vlade Marjan Šarec in gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Začetek proizvodnje novega Clia je plod več kot 90 milijonske naložbe v projekt, ki je v tovarni potekal pod imenom BJA in ki je Revozu prinesel dodatne proizvodne količine, nova znanja in tehnologije ter nove zaposlitve. Največ del v sklopu projekta smo upravili v obratu za varjenje in sestavo karoserij. Govorim predvsem o novih robotskih celicah, ki ste si jih ogledali na videoposnetku. S tem je naša karosernica v 75% robotizirana. Po sklepu vlade je Revoz lani za izgradnjo proizvodnje linije za model BJA prejel 6 milijonov evrov finančne spodbude za tuje naložbe. Kot na nek način zahvala za odločitev za proizvodnjo 5. Twinga tukaj pri nas in pa tudi v čast dosedanjega dobrega sodelovanja. S premierjem sta novo vozilo seveda preizkusila. Šarec meni, da bo ta nova zgodba o uspehu. Vedno tudi moramo stremeti k napredku in verjamem, da bo sodelovanje še naprej dobro. Smo seveda naklonjeni investicijam in vemo, da brez seveda določenega vložka tudi ne more biti rezultata. Danes se je to združilo in verjamem, da bo proizvodnja uspešna. Konec meseca bodo v Revozu zaustavili proizvodnjo Clia 4. Tako bodo po kolektivnem dopustu proizvajali le novo serijo. Proizvodna zmogljivost tovarne je 220 tisoč vozil na leto. Še vedno lahko proizvajamo tako Twinga kot električnega Smarta 4x4 in poleg teh Clio 5. Ocenjujemo, da bomo v prihodnje izdelali 40% Twinga, enako Clia, 20% pa električnega Smarta. Ob zvišanem povpraševanju na trgu pa so zmožni izdelati tudi 2/3 Clia, dodaja Özkan. Za potrebe Clia 5 so sicer zaposlili več kot 270 ljudi, ohranjajo pa tudi nočno izmeno, s tem pa tudi stabilnost tovarne, ocenjuje predsednik uprave. Na Otočcu je potekala 25. skupščina delničarjev novomeške Krke, na kateri je predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič predstavil poslovne rezultate skupine Krka za leto 2018 in končne nerevidirane rezultate za prvo polletje leta 2019. Skupina Krka je leta 2018 povečala prodajo glede na leto 2017, prav tako dobiček. Slednji je znašal 174 milijonov evrov. In danes je bil sprejet sklep, da se izplača dividenda v višini 3,2 evra bruto na vsako delnico, kar predstavlja več kot 101 milijonov evrov. In sicer bo izplačilo 18.7.2019. Prvi mož novomeškega farmacevta je dodal, da je Krka v letošnjih prvih 6 mesecih ustvarila za skoraj 762 milijonov evrov prodaje, kar je 12% več kot v enakem lanskem obdobju. Ob tem pa še, da smo povečali dobiček za 37% in da znaša skoraj 140 milijonov evrov. In tudi izrazil sem pričakovanje oziroma optimizem uprave in mene samega glede drugega polletja. Krka je imela konec junija nekaj več kot 49.560 delničarjev, vrednost Krkine delnice na Ljubljanski borzi pa je 30. junija znašala 62,80 evra, kar je 5 evrov več kot konec leta 2018. Danes je sicer prišlo do spremembe v nadzornem svetu. Kar se tiče sestave nadzornega sveta, je skupščina potrdila, sprejela odstop enega od članov
in imenovala novo članico nadzornega sveta Krke tovarne zdravil, ki je sedaj v popolni sestavi. V skupini Krka za leto 2019 načrtujejo prodajo v višini 1 milijarde 375 milijonov ter čisti dobiček v višini 172 milijonov evrov. Konec junija je sicer zaposlovala 11.523 sodelavcev, kar je 133 več kot ob začetku leta. Zdaj pa v Črnomaljsko občino, kjer je gospodarstvo že 4. leto v fazi okrevanja, vendar še ne dosega rezultatov pred gospodarsko krizo, so na Ricu Bela krajina zapisali v poročilu o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v minulem letu, ki so ga na zadnji seji obravnavali črnomaljski občinski svetniki. Po letu 2014, ko je bila gospodarska slika v občini Črnomelj najslabša, brezposelnost pa največja, se v zadnjih letih vsi kazalniki izboljšujejo. Število gospodarskih družb raste, zaposlovanje raste, brezposelnost se zmanjšuje. Decembra lani je znašala dobrih 11%. Trend upadanja pa se nadaljuje tudi letos. Tudi dodana vrednost raste, čeprav žal so zaostanki še zmeraj za regijo in za državo zelo veliki. Posledično pa so tudi plače v velikem zaostanku. Povprečna bruto plača v črnomaljski občini je lani znašala 1294 evrov, kar pomeni, da je za povprečno plačo v Sloveniji zaostajala za 358, v regiji pa celo za 500 evrov. Tudi če se recimo izboljšujejo in vsako leto so nekoliko višje, se izboljšujejo v regiji z večjim procentom, Tako da žal še zmeraj zaostajamo. Po nekaterih podatkih se dnevno iz občine Črnomelj na delo drugam vozi 2800 ljudi. In to so v glavnem šolani kadri, mladi kadri. Torej, kadar je v Beli krajini, vozi se drugam. Zakaj ne pride pa, nek investitor, ki bi pa prinesel s sabo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, je pa sigurno na prvem mestu infrastruktura. Predvsem kakovostna oskrba z električno energijo, ki bi jo zagotovil načrtovani daljnovod Kočevje-Črnomelj, in ustrezna prometna povezava, ki bi jo omogočil južni krak 3. razvojne osi, pravi Kavšek. Tukaj se, moram reči, ostala Slovenija dviguje, na nek način to zavira sam projekt 3. razvojne osi jug, tako da tudi mi bomo morali tu malo drugače postaviti. Sicer se bo gospodarska slika v občini Črnomelj le počasi popravljala. Naložbenike, ki bi omogočili nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, bo težko pritegniti. Mladi izobraženi kadri pa bodo še naprej odhajali, dodaja župan. Do 30. junija bi morala biti zaključena gradnja primarnih vodov v okviru projekta oskrba s pitno vodo Suhe krajine, ki je vreden več kot 31 milijonov evrov. To se ni zgodilo, saj je glavni izvajalec skoraj zaustavil dela, saj mu 2 od 5 v projekt vključenih občin nista bili zmožni plačati svojih obveznosti. V projekt so vključene občine Dobre Polje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Žužemberk, ki je nosilka projekta. Prvi mož žužemberške občine Jože Papež pojasnjuje, da so se pojavila nekatera vzporedna dela, ponekod pa so začeli graditi tudi že sekundarne vode. Tako da je prišlo finančno stanje za občino Žužemberk zelo veliko, tako da tega nismo mogli zagotoviti iz proračuna in je sedaj, ko smo podaljšali za 3 mesece, to mogoče bo izvedljivo in pa seveda tudi izplačano iz strani občine Žužemberka. Žužemberška občina je doslej za izvedbo projekta zagotovila 2,5 milijona evrov. Mi smo do glavnega izvajalca sedaj še dolžni približno 1 700 000 evrov. To bo treba zagotoviti iz samega proračuna občine Žužemberk, kar je zelo težko, ampak stisnili bomo na vseh projektih, tako da bomo tudi to izplačali. Rok za dokončanje gradnje primarnih vodov je tako zdaj podaljšan do 30. septembra, s čimer sta se po besedah Papeža strinjala tako izvajalec del kot država. V žužemberški občini morajo zgraditi še približno 400 metrov primarnega voda.
En odsek je skozi dvor, to je 80 metrov, in pa najbolj zahteven del tega sogoranskega vodovoda je od Dolnjega kota proti Drenju, to je strmo pomočje in bo treba tudi zasidrati, da ne bo kamenje, ko bojo kopali ta odsek, da ne bo kamen šel na glavno cesto, tako da bojo tudi še dodatni stroški in pa to je najbolj navaren in pa finančno najbolj obremenjen zalogaj za samo občino Žužemberk. Velik zalogaj za občino bo tudi gradnja sekundarnih vodov, po oceni naj bi jih to stalo 2,5 milijona evrov. In če ne bo država temu projektu prisluhnila, bomo mi to gradili še najmanj 5 oziroma več let, če pa država priskoči na pomoč, pa naj bi to tudi sekundarni vod pripeljali do vseh občankov in občanov v roku 2 let. Država je sicer doslej za izvedbo naložbe prispevala 0,5 milijona evrov, kohezijskega denarja pa je bilo 8,5 milijona evrov. Podjetje GVS želi na območju nekdanje opekarne v Prelesju vzpostaviti lesno-predelovalni center. Svojo namero so predstavili na zadnji občinski seji v Šentrupertu, a svetnikov niso navdušili. Projekt je trenutno v fazi idejne zasnove. Ko smo analizirali te lesno-predelovalne centre v tujini, je seveda ideja ta, da iz hloda skušaš iztisniti vse, kar se da, tako v tem smislu produkta, kot tudi v smislu energije. Sprva je bila v načrtu 42 milijonov evrov težka naložba v sortirnico, deponijo, žago, sušilnico, peletarno in kogeneracijo. A ker so za sofinanciranje gradnje slednje zamudili prijavo na razpis, ker nimajo še vseh dokumentov, projekt ne vključuje več kogeneracije, vrednost naložbe pa se je zmanjšala na 12 milijonov. Smo tudi se zelo fokusirali na to, kako bi čim bolj avtomatizirali vse procese proizvodnje. Zato je v načrtu zaposlitev zgolj 30 delavcev. Svetniki so imeli glede naložbe številne pomisleke. Prometna varnost bi se drastično poslabšala. In jaz tukaj v tej fazi tega ne morem podpreti. Odkje bi ta podjetje lahko črpalo 12 milijonov, ko ste rekli, da bo večinoma v lastnih sredstvih grejo za investicije? Pri vsakem sestanku slišimo neke nove podatke. To je dejstvo. Je neko tveganje, ker v resnici točno ne vemo, kakšne investicije je in tudi o samem podjetju GVS veliko ne vemo, tudi niso zagotovili nek načrt, poslovni načrt, ne poznamo, kakšno podporo finančno ima podjetje. Sicer pa v občini, če gre za vlagatelje, ki jim lahko zaupajo, podpirajo naložbe v gospodarstvo, še dodaja. V nadaljevanju bomo govorili o parkiriščih, predvidenih in nepredvidenih obnovah, pa tudi o družabnih dogodkih. Najprej pa k zeleni energiji. V Trebnjem so namenu predali polnilnici, ki sta povezani v sistem s sončno elektrarno, ki deluje po načelu samooskrbe in predstavlja korak naprej v razvoju sistema polnilne infrastrukture Gremo na elektriko. Gre za partnerski projekt večjih deležnikov. Trebanjska občina je priskrbela sofinancerski denar eko sklada in ustrezen prostor nasproti tamkajšnje kmetijske zadruge. Mi prehajamo v novo dobo mobilnosti, kjer bodo prevladovali električni avtomobili. Sistem polnilnice povezuje sončno elektrarno in deluje po načelu samooskrbe. Zamisel je prispevala družba Sitel, ki je poskrbela tudi za dobavo opreme sončne elektrarne in oglaševalskih panelov. Tukaj po bistvu se je polnilni stolp, mi imenujemo electrical tower, z sončnimi celicami. Se pravi, da je vgrajen, da energija, ki jo zdaj proizvajamo iz sonca, in če polnimo avtomobile, gre direktno v avtomobile, drugače pa sama zadeva deluje kot net metering. To, koliko je dejansko proizvede, gre ven, kaj porabimo nazaj. To so stolpi prihodnosti, dodaja Čeh. Taki stolpi bodo v budućnosti postali stolpi za polnjenje dronov, ko bodo nosili recimo pakete, mi za njih imamo energijo. Tak polnilni otok lahko postavimo skoraj bilo kje. Projekt financira Elektro Ljubljana, prav tako so v Elektro poskrbeli za priključek in vključitev polnilnice v sistem Gremo na elektriko.
Tukaj manjka še baterija, ki jo mislimo tudi v naslednjih polnilnicah, pa morda tudi v tej dograditi, tako da bo potem hranilnik in potem bo oskrba še bistveno boljša. V Elektro Ljubljana načrtujejo, da bo izbrana lokacija v Trebnjem delovala kot pilotni projekt, ta je sicer po grobi oceni vreden med 40 in 45 tisoč evrov. V Novem mestu se začenja urejanje parkirišč in zelenega pasu ob izlivu potoka Težka voda v Krko. Naložba obsega ureditev 38 parkirnih mest, dostopne ceste, javne razsvetljave in površin za pešce, ki se bodo navezovale na načrtovano brv Candia Loka. Dela, ocenjena na slabih 222 tisočakov, naj bi trajala 4 mesece. Gre za neurejeno makadamsko parkirišče, ki se ga poslužujejo predvsem obiskovalci bolnišnice in zdravstvenega doma. Po novem bo urejeno, a nič več brezplačno. Po 2 parkirni mesti bosta namenjeni invalidom in električnim avtomobilom. Parkirišče in dostopna cesta bosta asfaltirana, pešpot bo peščena. Je pa poteza tudi v smislu zelenitve, se pravi, ozelenilo se bo tako samo Nabrežje ob Težki vodi, tukaj so predvidene tako zasaditve kot postavitev klopi, pa tudi samo parkirišče, se pravi posamezni deli parkirišča bodo ozelenjeni z drevesi. Vodstvo bolnišnice podpira namero občine v ureditvi parkirišča, ki so ji ga pred 2 letoma odstopili v zameno za del zemljišča pred upravno stavbo bolnišnice, kjer so lani uredili 160 parkirišč. Mogoče bo sedaj v teh 2 mesecih, ko bo potekala izgradnja, nekoliko večji naval na naša parkirna mesta, vendar glede na to, da so dopusti in počitnice, verjamem, da to bistveno ne bo vplivalo in da vendarle bo dovolj parkirnih mest za paciente tudi pri nas v splošni bolnišnici Novo mesto. Morda bo večja težava septembra in oktobra, dodaja Kramer Zupanova, ki jo sicer veseli, da so v projekt vključili obnovo opornih zidov v parkirišču. Kot je povedal Kovačič, sicer projektirajo tudi brv Candia Loka, ki jo načrtujejo v neposredni bližini parkirišča. Brv je smiselno zasnovana tako, da nadaljuje potezo te večnamenske poti od doma starejših občanov, pa potem ob potoku Težka voda preko parkirišča, ob izlivu Težke vode v Kanjo in potem s to potezo nadaljujemo z brvjo na drugo stran. S tem bodo Julijino sprehajališče združili z Župančičevim. Izvedbo načrtujejo v prihodnjem letu. Kakšna bo večnamenska brv in kje bo potekala, bo odvisno od projekta, a so že usklajeni z Zavodoma za varstvo narave in kulturne dediščine, dodaja. Namenjena bo sprehajalcem in kolesarjem, bodo pa skušali zanjo pridobiti tudi evropska sredstva. V naslednjem prispevku pa o vremenskih nevšečnostih, ki ta teden med drugim niso prizanesle Merenski osnovni šoli, kjer pa so se takoj lotili odpravljanja posledic. Ob današnjem obisku smo pred šolo še opazili podrto drevo. 2 so namreč požagali iz preventivnih razlogov, nam je pojasnila ravnateljica Anica Marinčič. Za las so drevesi zgrešili stavbo šole. Če bi padlo to na stavbo, bila škoda še toliko večja. Pa še potrgalo je tudi obrobe na strehah. Zato je dvignilo tudi streho nad telovadnico. Pa na telovadnici je porinilo v notranjost tudi okno. In seveda steklo potem padlo v telovadnico. No, to samo del pa smo morali potem sami rešiti s pomočjo gasilcev. Iz Ševnice in Mirne. Dobili so dvigalo, pravi, tudi hišnika sta se zelo izkazala, sicer bi bila škoda še večja. Prišli so tudi iz zavarovalnice. Zdaj o številkah zaenkrat ne bi govorili, ker je silno težko določiti številko. V nekaj dneh bo pa tudi ta znana. Bo pa kar precejšnje, je že jasno. Marinčičeva še pomni eno najhujših neurij, ki jih je doletelo pred 19 leti, ko je nastopila mandat ravnateljice. Takrat je silna toča uničila streho šole, v prostore pa je vdrla voda. Stekla sta odpravljanje škode in zatem novogradnja telovadnice, ki pa jo tokrat, kot rečeno, sanirajo zaradi hude ure. Če so bili na Mirni zaradi neurja primorani v dela na šoli, pa so jih že dlje časa načrtovali v Kostanjevici na Krki.
Oktobra lani je občina s koncesionarjem Petrolom podpisala pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za energetsko prenovo tamkajšnje osnovne šole Jožeta Gorjupa. Gradbena dela se že lep čas pospešeno izvaja, končana pa morajo biti do začetka šolskega leta. Energetska prenova novega dela šole je po koncesijski pogodbi vredna nekaj manj kot 1,3 milijona evrov, pri čemer polovico potrebnega denarja zagotovi javno-zasebni partner. Ko moram povedati, da je gradbišče polno delavcev, koliko mi to spremljamo, vidimo, da dela to dokaj kvalitetno, tako da nekaj pripomb nimamo. Zdaj, kako se bo časovno izpeljalo, pa mislim, da se bo do začetka leta tudi. Ob energetski sanaciji novega dela šole in telovadnice z zamenjavo oken in zunanjega ovoja bodo temeljito obnovili tudi stari spomeniško zaščiten del. Pride do generalne obnove tudi telovadnice z novim podom, parketom, akustično izolacijo stropov, tako da tukaj sem malo skeptičen, če bo glih do prvega gotovo, ker je zdaj razpis zunaj in dok se to izprevede, potem težko. Za temeljito energetsko prenovo je občina pridobila dobrega $500 milijona nepovratnih evropskih sredstev, obnovo starega dela, ki vključuje tudi zamenjavo strešne kritine in notranjosti telovadnice, pa bo financirala iz občinskega proračuna. Iz občinskega proračuna načrtujem nekje 500 do 600 tisoč evrov, plus ta zasebno, javno-zasebno partnerstvo, pa nekje okoli 1 200 000 bez ZDV, to je se bez ZDV govorim. Cela investicija je preko 2 milijona evrov. Po končani naložbi bodo stroški za porabo energije predvidoma krepko nižji. Na letni ravni to pomeni okrog 75 tisoč evrov. Seveda mi moramo zdaj to plačevati javno-zasebnem partnerstvu, ko ta rok 15 let poteče, potem je to šele prihranek občine, ne? Energetska prenova šole je po finančni plati sicer največja kostanjeviška naložba v zadnjih nekaj letih. Tudi šole so bile tiste, ki so marsikje pripomogle k vzdušju na pred časom končani dirki po Sloveniji. Zdaj pa so jo s podelitvijo replike najstarejšega kolesa, enake kot jo je ob zmagi v zrak dvignil Diego Ulisi, najgostitelju letošnje dirke zaključili še simbolično. Najgostitelj je letos postala občina Idrija. Repliko 5200 let starega lesenega kolesa z Ljubljanskega barja je iz rok organizatorjev prejel idrijski župan Tomaž Vencelj. V bistvu smo prepoznali to dirko po Sloveniji predvsem kot promocijo našega mesta, ki je že tako ali tako v bistvu zgodovinsko pomembno tudi v svetovnem merilu. Idrijčani so se, podobno kot tudi v drugih mestih, zelo potrudili in pripravili odlično vzdušje ob cilju 3. etape. In v osnovni šoli in krajevna skupnost so v bistvu zelo aktivirali in v bistvu pripravili na tisto vzdušje. Na samem cilju, pa tudi prej že na stadionu tisto pač so naredili eno kolo, ki se vrti tam in na samem tistem prvem prihodu v Idrijo je bilo res tako kot na to velikih dirkah. Mesta so veliko naredila za promocijo Slovenije, hkrati je tovrstna tekma med kraji edinstvena. Ni takega primera na kolesarskem zemljevidu. S tem smo spodbudili, da tekmujejo tudi vse destinacije. Navdušeni smo bili, ker se je zadeva prijela že prvo leto. Letos drugič pa moram reči in ugotavlja tudi strokovna komisija oziroma žirija, da so rezultati več kot odlični. Sodelovalo je več kot 30 občin, kolesarski oder pa je poseben, saj je bil letos velik več kot 800 kilometrov. Je bil boj v tej tekmi izredno napet vse do konca in res moram iz tega mesta se zahvaljujem čisto vsem, ker so se res pripravljeni, je bil res užitek, tako so povedali tudi tekmovalci, res je bil užitek tekmovati na letošnji dirki po Sloveniji. Mesta in kraji radi sodelujejo, to je zanje poseben dogodek, še dodaja Fink. Brežice so bile kraj številnih kulturnih, kulinaričnih, športnih in družabnih doživetij. Eden vrhuncev v okviru festivala Brežice moje mesto je bil prejšnjo soboto, ko so v večernem delu mesto zavzeli Nika Zorjan, Džiboni in Elemental. A dogajati se je začelo že popoldne, ko so središče Brežic prevzele vonjave kuhne na ulici z domačimi in tujimi kulinaričnimi mojstri.
Tudi obiskovalci, ki so okušali različne jedi, niso bili zgolj Brežičani. Krompirček s piščančkom, z raznimi prilogicami, spet nekaj novih okusov, kombinacij. Je v redu? Zelo dobro. To je neki biftek, ali kaj je to? Ja, nekaj takega. Probamo vsako malo, probamo samo eno porcijo, pa si razdelimo, da lahko več stvari probamo. Ponujali smo zelo raznoliko hrano. Imeli smo zelo veliko morskih sadežev, rib, mesa, takosov, veganske hrane, brezglutenske hrane, prosod. Tudi vse vrste pijač so šle v toplem poletnem večeru dobro v promet. Si štejemo čas, da smo zraven in to je to. No. Ljudje so super, odzivi so super. To je samo potrditev, da smo delamo v pravo smer in to je to. Del sobotnega vrveža so tradicionalno tudi tekaške preizkušnje, ki jih v sodelovanju z občino in Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino pripravlja Primož Kozmus. Ja, veseli nas, da je predvsem otrok veliko, torej mislim, da je 265 otrok in pa nekje 150 tekačev na ostalih tekih. Na otroški preizkušnji na 500 metrov je bil najhitrejši 10-letni Nik. Vsak od otrok je sicer dobil medaljo in sladko darilo. Malo je predolgo, sem takoj šel na šprint, čeprav bi rabo prvo iti bolj počasi, pa pol šprint, ampak okej, dobro, sem zadovoljen. Večerni del je bil namenjen glasbi. Občinstvo je najprej ogrela Nika Zorjan, Prekmurka, ki je prvič nastopila v Brežicah. Obiskovalcem in našim gledalcem pa je pred nastopom sporočila: Ja, najprej definitivno vam želim vesele počitnice, najboljše poletje, imejte se radi, pozitivno mislite in to je to. V vseh dneh festivala so na različnih dogodkih našteli med 20 in 25 tisoč obiskovalcev. To ne pride čez noč, ampak se pravi za gradnjo vsako leto nekaj novega, nekaj večjega. Tudi vreme je prispevalo svoje. Niti en dan v tem tednu nismo gledali radarske slike, ampak smo lahko kar suvereno v bistvu vse dogodke izpeljali. Kar je lep obet za festival v prihodnje. Novomeščani in drugi obiskovalci, tudi iz tujine, so se na glavnem trgu s številnimi nastopajočimi preselili 2500 let v preteklost, v halštatsko oziroma starejšo železno dobo. V Novem mestu, pred leti razglašenim za mesto Situl, so namreč gostili 4. praznik Situl. Dogajanje, ki ga je številnimi društvi in organizacijami pripravil Dolenjski muzej, se je začelo na stojnicah, na katerih so predstavili starodavne obrti in izdelke. Izdelavo različnih lesenih izdelkov, imamo kovača, ki kuje železo, imamo pletarko, ki plete košare, imamo gospo, ki predstavlja barvanje volne z naravnimi barvili, imamo steklarko, ki izdeluje steklene jagode, take, kot smo jih našli v grobovih, imamo lončarja, ki izdeluje prazgodovinsko keramiko. Obiskovalci so lahko okušali tudi jedi z železnodobnim pridihom, ki so med drugim temeljile na bobu, leči, grahu, divjačini, jagenjčku in ribah. Ob kotlu so vihteli kuhalnico tudi mojstri prazgodovinske kuhinje iz Žumberka. Inače znamo raditi pastrve pečene u glinenom kalupu, ali ove godine ćemo raditi bobi kumin i radit ćemo knedle od koprive koje ćemo zakuhati vrućim kamenjem u drvenoj posudi. Obiskovalci so se lahko pomerili v streljanju z lokom. Si poskusil? Jaz sem že enkrat. In je šlo? V prvo ja, pol pa ne. V večernem delu sta na prizorišče prispela knez in kneginja s spremstvom. Uprizorili so tudi boje z ročkami, kneginja pa je zmagovalcu podarila trinožnik. Kot pove ime, so železno dobo zaznamovali predelava železove rude ter proizvodnja železa in železnih izdelkov. In prav ta predelava železove rude je omogočala takratnim prebivalcem Dolenjske, da so duhovno, kulturno in pa gospodarsko cveteli. Zato tudi ta čas imenujemo cvetoči dolenjski Halštat. Praznik Situl je festival in obenem poklon prestižnim situlskim spomenikom, ki jih hranijo v Dolenjskem muzeju. Prvo leto smo morali obiskovalcem najprej predstaviti, kdo sploh so bili prebivalci Halštata, tako da smo začeli z nekimi osnovnimi informacijami, sedaj pa seveda vsebina raste in se zgodbe nadaljujejo. Na koncu je sledil koncert skupine Birbeli s tradicionalno irsko, škotsko in keltsko glasbo.
Ob koncu še novica iz naše medijske hiše. Gledalce, ki spremljate program Vaš kanal prek anten, obveščamo, da od ponedeljka 8. julija spremljanje programa za obdobje 2 mesecev ne bo več možno. Vsekakor pa nas boste lahko še naprej nemoteno spremljali prek vseh internetnih in kabelskih operaterjev. Hvala za pozornost in prijeten večer.